se nahaja duša? Pa poglejmo, a je za srcem, a je v črevesju. V črevesju je tukaj stvari, ne pravijo, da so drugi možgani. Ali je mogoče kje v možganih, kje je duša? Pa tolikokrat veliko ljudi reče, no danes pa bom naredil nekaj za svojo dušo. Ali pa grem na potovanje, to bo pa nekaj za mojo dušo. Kaj duša sploh je? Kakšna je vloga duše, ki naj bi nas zapustila, ko umremo, ko končamo lekcijo oziroma življenje na tem planetu tukaj in zdaj? A imajo dušo tudi rastline, jo imajo tudi živali, katere jo imajo vsi? No, o tem bomo govorili danes v oddaji Klepet ob kavi in ne samo danes, pravzaprav tudi na prihajajočem predavanju. Tako je. Tako da vabljeni, da se nam pridružite in tudi tokrat je v naši družbi Tadej Pretnar. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Se pravi, kje je zdaj, a za srcem ali v levi roki ali v desni roki, kje je zdaj ta duša? V dost ezoteričnih knjigah lahko najdeš, da je duša v predelu srca. Ampak to ni čisto tako. Recimo, takrat, ko mi delujemo iz srca, takrat smo edini bolj v kontaktu z dušo, se pravi, smo usklajeni z njo. Recimo, Japonci pravijo, da je hara vrata duše. No in dejansko vrata duše, ja, no torej, oni pravijo, da duša čez haro oziroma tle predel popka prihaja in odhaja z telesa. In recimo imajo tisti ritualni samomor harakiri. Oni tle prerežajo, da duši zaprejo pot, da se ne more vračati. Drugače pa, kje je torej duša v resnici? V resnici je duša lepo energijsko razporejena čisto v celem fizičnem telesu in v vseh energijskih telesih. In ne samo to, celo v delih naše ujete podzavestne energije je tudi duša ujeta. Tako da nam v bistvu takrat, ko imamo veliko teh čustvenih problemov, teh podzavestnih problemov, imamo dobesedno tudi delčke duše ujete tam noter. Že sem zasledila fotografije, da ne bi fotografom, zdaj ne vem, ali s Kirljanovo, ne vem s katero kamero, da ne bi jim uspelo ujeti trenutek, ko duša zapusti telo. Se pravi, duša ne umre, je nesmrtna ali kako? Ja, duša je naša nesmrtna bit. Torej, itak je to v vseh resnih tradicijah je to bolj ali manj znano. V kakšni tradiciji je to tudi malo potvorjeno, ampak dajmo v bistvu malo pogledati, kako so to iskali. En znamenit alpinist, Reinhold Messner, torej to je ta možakar, je prvi preplezel vse 8000-ake, pa prvi je prišel na Mount Everest brez dodatnega kisika. On je recimo zbiral pričevanja ljudi, ki so imeli v gorah smrtne padce, ki se niso končali s smrtjo. Se pravi, tak padec, da bi v bistvu mogel človek umreti, ampak se to zaradi različnih vzrokov ni zgodilo. In praviloma so vsi pričali, da je takrat v fazi padanja, da jim je tista zavestnost šla ven iz telesa. Potem en poskus oziroma raziskava enega ameriškega zdravnika, ki je malo etično sporen, zaradi tega verjetno tudi ni bil nikoli ponovljen. On je torej tudi verjel, ukvarjal se je s tuberkuloznimi bolniki. Verjel je torej v nesmrtnost duše in smatral je, da ima duša tudi maso. In kaj je naredil? Na smrt, tisti, ki so bili na smrt bolni, jim je poslal na štimo na tehtnico. In kontroliral je težo pred smrtjo pa po smrti. Razlika je bila v povprečju 21 gramov. Najmanj 7, največ pa tudi tam mislim, da okoli 40. In potem je bil v zvezi s tem je bil celo en film narejen. No, tako zelo resno raziskavo je pa naredila ena skupina nizozemskih kirurgov. Spet in ta raziskava se je dogajala v večjih bolnicah, ne vem zakaj, večinoma v norveških, ampak v glavnem organizirali so to Nizozemci. Torej, zakaj je šlo?
da vidijo, kdaj se pojavljajo te obsmrtne izkušnje, kaj je za njih značilno in podobno. Včasih so namreč mislili, da je, no pravzaprav takole bom rekel, ko pride do obsmrtne izkušnje, torej ko si ti klinično mrtev, pa te pol na nek način oživijo, ne, in imaš potem spomine na tist del, ne, so temu to pripisovali raznim kemijskim procesom, ki se takrat dogajajo v možganih, ampak možgani takrat so mrtvi, ne živijo in tega ne morejo povzročati. In enostavno potem so dejansko ugotovili, da sploh naša zavestnost ni posledica procesa v možganih, ampak da so možgani samo en posrednik, prek katere se zavestnost in konec koncev tudi duša izraža. No, zelo zanimiv je bil recimo en primer enega ruskega znanstvenika Radonaja. On je bil klinično mrtev in v tisti fazi je nekdo le opazil, da je nekaj trepnil z učkami in so ga začeli spet oživljati in v tem tudi uspeli. Ampak kaj je on potem povedal, ko je vse prišel? Rekel je, da v tisti fazi, ko je bil klinično mrtev, da je zapustil telo, da je lahko potoval po zraku po bolnici in da je v eni sobi naletel na majhnega otroka, ki je neutolažljiv jokal. In da je lahko z njim telepatsko komuniciral in mu je otrok povedal, da joka zato, ker ima zlomljeno roko. To so pol preverjali in je bilo res. Wow. Veliko je tudi Slovencev, ki pravijo, da so imeli take izkušnje, ampak dobro, pustimo zdaj, koliko jih resno jemljajo, pa koliko jih bi mogoče najraje dali na kakšne, ne vem, antidepresive ali karkoli že. Duša. Ali imamo dušo samo ljudje ali tudi rastline, živali? Klasična filozofija govori o 3 vrstah duše, sam jaz se v bistvu s to klasično filozofijo moram reči, da se ne strinjam. Torej, na tista najbolj osnovno dušo, tisti pravijo vegetativna duša in pravijo, da jo imajo rastline. Druga, čutna duša, da jo imajo živali. Tretja duša, ki se je sposobna reinkarnirati, se pravi ponovno utelesiti, naj bi bila pa značilna za ljudi. Ampak, če beremo recimo knjigo Skrivnostno življenje rastlin, vidimo, da rastline tudi čustvujejo. Takšne pojave imamo opisane, ko se je rastlina od strahu onesvestila. Smešen se sliši, sam je to res. Tudi rastline pojejo, da Manhurju so naredili tole zadevo, da jo lahko priključiš in obvlada tudi vse te zadeve. No, druga stvar, živalska duša ni samo čutna. To sem jaz recimo prepričan, ko imam doma mačke. Jaz imam, v bistvu ena divja mačka je imela gnezd v moji drvarnici zunaj in se pravi, tam je bilo 7-8 mačkov, ki so bile čisto majhne, to je vse prestrašeno, to se skriva. Ampak ena od njih je recimo takoj prikorakala k meni. In tisti, ki so imeli opravka z divjimi mačkami, vejo, da se to nikoli čisto ne udomači. Ampak ta, recimo, to je totalno crkljivo, samo človeška hrana ji paše pa tak. Koga je pa ime? Jerca. Jerca. Se pravi, od iste mame, pa popolnoma druga zgodba kot pri drugih. Tako da jaz mislim, da je to enak tudi, se pravi, da gre ta reinkarnacija tudi pri živaleh. A si duša sama zbere, recimo, v kakšno telo bo šla, k kakšnim staršem se bo rodila? Si to že vnaprej zbere? Naprej je to določeno, sam v kakšni meri to duša sama zbira, to jaz mislim, da ne. Recimo v knjigah, kot so Potovanje duš, pa take podobne stvari, sicer ljudje pričajo o tem, da so pač v nekih stanjih hipnotičnih ponavadi ali pa stanjih med dvema inkarnacijami imeli take izkušnje, se pravi, da se duše dogovarjajo, kakšne izkušnje bojo imeli, v kakšno okolje se bojo rodili. Ampak tle moramo si pogledati še malo, na kakšen način deluje naša percepcija. Percepcija pravzaprav, ko ti nek držljaj dobiš, ga vedno se v glavi naredi primerjava z znanim. In če imaš ti en omejen resor teh primerjav, potem to vidiš na tak način.
lahko pa vidiš na čisto drugačen način. Jaz mislim, da se to dejansko dogaja na principu neke resonance. Torej, ko je duša med dvema inkarnacijama, enostavno pride do nekih resonančnih pogojev, ki jo potegnajo v neko novo inkarnacijo, s tem, da je pa naprej, torej usoda je več ali manj znana, se pravi, znano je okolje, kjer se bo utelesila pa odraščala, zato tudi to bi rad še enkrat rekel, starši naredijo veliko napak pri vzgoji in potem dostikrat, šele ko so dosti starejši, berejo kakšne take knjige pa ugotovijo, wow, kaj je bilo vse narobe in jaz sem recimo odgovoren ali pa odgovorna, da ima moj otrok take pa take težave. To je bilo vse naprej določen. Če teh težav, če teh napak ne bi bilo, bi bila enostavno tam noter ena druga dušica. Ne bi bilo tako, kot ja, bi bil nekdo drug. No, verjetno tudi na prihajajočem predavanju, vabljeni, kot tudi danes, ne moramo iti mimo karme. Kaj pa zdaj karma je? Ne vem, zdaj si ga biksu, v naslednjem življenju boš to popravilo, kako je to narejen? Torej, en duhovni vidik karme sicer obstaja, samo karma je v veliki meri manipulacija. Recimo karma, v osnovi izhaja učenje o karmi iz Indije, tam vse temelji na 4 kastah, 4 različne kaste ljudi in seveda tista kasta, ki je najbogatejša, je najmanj številčna. Se pravi, dejansko tam par procentov ljudi ima v roki vse resurse. Kako narediti, da se drugi ne bojo pritoževali čez to? Najboljš, da spravaš ven učenje, ki pravi, ja, tole, kar imaš zato, ker si grešil v prejšnjem življenju, ampak zdaj bo v tem priden in boš v drugem življenju pač v boljši kasti. Med drugim se kaste tudi ne smejo med sabo mešati. Tukaj bi jaz rekel še nekaj, kar me moti. Jaz sem zoprn tip, pa me včasih kaj moti. Mi masovno, oziroma tako bom rekel, zahodnjaki, Evropejci, Amerikanci, masovno hodijo po duhovnost v Indijo. Ampak Indijci imajo pravzaprav to neenakost, ki je osnova, bom rekel tako, osnova vsake duhovnosti je enakost. Oni imajo pa tukaj izraženo neenakost in jaz žal še nisem slišal za nobenega guruja, ki bi se spustil v to, ki bi hotel v zvezi s tem kaj spremeniti. Bolj zanimiv se jim zdi zahodnjakom pamet prodajati. Pravzaprav ena od stvari, ki mi je bila zelo zanimiva, Marijana Kolman mi je takrat rekla, da ravno pri, ne vem, šamanizmu in tako naprej, moraš iskati tisto, kar je tukaj. In Slovenija, oziroma na naših tleh so se zelo zanimive zadeve dogajale, tudi kar se duhovnosti tiče. Imamo zelo bogato tradicijo, zgodovino, samo ogromno ljudi je pozabilo na to, sploh ko je krščanstvo prišlo. Še pred dobrim 100 leti, recimo dobrih 100 let je, odkar je umrl Jurij Humar. Če bereš knjigo o njem, Čudodelnik Sprimsovskega, ga vidiš marsikaj. Ampak tole še, ki si šamane omenila. Torej, prej sva govorila o naših podzavestni čustveni energiji, pa v duši ujeti v njej. Recimo v šamanskih kulturah je pa tako, da neke stvari šaman zate naredi. Šaman gre zate v podzavest in ti osvobaja delčke duše, da si ti pol bolj pretočen. Ja, lažji. Kakšna je razlika med dušo in med duhom? Ja, izraz duh lahko razumemo torej na globalni pa bolj taki mikroravni. Se pravi, na makroravni duh pomeni, bom rekel, informacijsko komponento ene te univerzalne energije. Sveti duh je recimo v krščanstvu. Ampak manj ljudi pa razume na ta prav način, kaj je pravzaprav individualni duh. Če greš gledat mačkan v kakšne enciklopedije, dostikrat celo vidiš, da ga ima marsikdo za čist, bom rekel, filozofsko kategorijo. Ampak individualni duh je pravzaprav nekaj drugega. To je v kvantni psihologiji mu rečejo osebni vortex. To je neka sila, ki te usmerja na razvoj. Lej, tebi je lahko v enem okolju čist fajn.
Se pravi, vsi pogoji potrebni, da bi bilo tebi okej, so izpolnjeni, ampak ta vortex ti daje v takem okolju občutek, da ti nekaj manjka in te torej usmerja na neko aktivnost. Še nekaj drugega lahko naredi ta vortex. Torej, ti gotovo veš, da mi s svojo podzavestjo projiciramo stvari, ki se nam pol dogajajo. To ni sam, to, kar se nam dogaja, pa te projekcije ne izhajajo samo iz podzavestne energije, ampak izhajajo tudi iz tega vorteksa. Torej, kaj je ta vorteks sposoben narediti? Sposoben nam je recimo življenje čisto razkantati, življenje, ki je rutinsko. Se pravi, da dejansko, včasih so recimo rekli, ja, ti v lifeu se moraš poročiti, moraš dober job najdeti, pa stanovanje in je to. To je to, ampak to je neka rutina in če si samo v tem, je v odvisnosti, koliko je ta vortex močan, ti vortex lahko enostavno to razbije, da se ti aktiviraš. Ker konec koncev v celem vesolju je vodilni princip evolucije. In ta osebni vortex je nekaj, kar te rine v to evolucijo, ker če je vse dobro, nam se pravzaprav nič ne luk. Se pravi, morajo biti neki določeni izzivi v življenju, da lahko napreduješ, da vidiš določene stvari iz drugih poti in tako. Zato tudi jaz sploh nič rad ne vidim, recimo kdaj kakšen mail dobiš, pa na koncu vse dobro. Mislim, čez vse dobro, to je kategoriziranje in čez to ti ne rasteš. Čez to ti ne rasteš. Enostavno tok life-a, ti ga pa čim bolj. Kolegica mi je povedala, da so sicer razmišljali, da bi se preselili v Švico, ampak je rekla, veš, tam so vsi tukaj fajn, dosti je vsega, prelepo jim je, kar nekje so obsedeli, nič se jim dogaja, nimajo tukaj življenja vse. Zdaj mogoče mečken bolj razumem vse to. Ali je predavanje, ki sledi, torej v Ljubljani, na katerega sta vabljeni seveda tudi vi, a s predhodno prijavo na 026 ali pa preko www.klepet.si. A je bolj primerno za tiste, ki so že nekaj časa, so že prebrali nekaj knjig, so že bili na kakšni meditaciji in tako naprej, ali je primerno tudi za tiste, ki se v bistvu šele spoznavajo z vsemi temi tematikami? Jaz mislim, da je primerno za ene in druge. Zakaj namreč gre? V enih stvareh vezanih na razvoj duše v večini knjig zvemo zelo malo ali pa nič. Takole, ko se midva pogovarjava, nikoli nimam občutka za čas in pol ne upam kakšnih novih tem načeti. Ampak ena od tem vezanih na dušo je tako imenovano svetlobno telo ali mavrično telo. Torej, glede na to, kar se nam v življenju dogaja, je tudi odvisno od starosti naše duše. No in starost naše duše pa ni definirana, pravzaprav mogoče je boljše, da rečem zrelost. Ker z leti ni nujno, da pride do zrelosti. Zrelost duše je odvisna od tega, koliko tega tako imenovanega svetlobnega telesa je v dušo integriranega. No in mi bomo govorili torej o pojmu svetlobnega telesa, govorili bomo na predavanju o karmi, torej o tej rasti duše, pa še nekaj zelo zanimivega, to bo pa ta praktični del. Indijci imajo, recimo, ko hočejo kakšne stvari pospešiti, imajo mantre. Ampak torej za vsako stvar posebej je neka mantra. Ampak obstaja tudi univerzalna mantra. Vedno je bil izziv najti univerzalno mantro in taka mantra je, torej razvil se je v Tibetu, pravijo ji pa Teta Vatinec. In torej to vajo bomo praktično naredili, je pa to, da prispeva hitrejši inkarnaciji svetlobnega telesa v dušo in zorjenju duše. Se pravi, se bomo zorili na predavanju? Ja. Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Počasi pa z ljubeznijo integriram vso to znanje v moje življenje. Hvala lepa. Je pa res, da vam toplo priporočam tudi knjigo Integrirana osebnost tega avtorja, s katerim smo danes govorili. Najdete jo med drugim tudi na www.klepet.si, tam tudi podatke za prihajajoče predavanje. Boste pa lahko knjigo pogledali tudi tam, če boste seveda prišli in če se bomo takole skupaj družili in seveda tudi zoreli. Naj vam bo svet lep, pa tudi grd, zato da boste lahko napredovali v življenju.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.